Poglejmo poudarke osrednje informativne oddaje Pomurski dnevnik. V občini Turnišče so včeraj predstavili novo sodobno čistilno napravo, ki bo bistveno izboljšala čiščenje odpadnih voda. Ekspano bodo v soboto okupirali tekači. O tem, kaj se bo tam dogajalo, pa z gostjo iz atletskega kluba Pomurje. 70 milijonov evrov težka investicija, v Ormožu bo zrasel nov strateški proizvodni obrat avstrijske družbe Palfinger. Pa še dobra novica za vse, ki ste naveličani turobnega vremena. Prihajajo lepši in z soncem bolj obsijani dnevi. Cenjene gledalke in gledalci, gledate Pomurski dnevnik. V občini Turnišče so včeraj predstavili novo čistilno napravo, največji projekt do sedanjega mandata župana Boruta Horvata. Naložba, vredna več kot poldrugi letni proračun občine oziroma 3,4 milijarde evrov, bo z novo tehnologijo bistveno izboljšala čiščenje odpadnih voda za naselja Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Ker stara čistilna naprava zaradi dotrajanosti in zastarele tehnologije ni več zadostovala okoljskim standardom, predvsem pa potrebam prebivalcev, so v občini Turnišče včeraj predstavili novo pridobitev. Sodobno čistilno napravo vredno 3,4 milijone evrov. Zdaj, pod rekonstrukcija spada v bistvu so določene stvari nove, nadgradnja se pa v bistvu kapaciteta povečala. S tem se je povečala tudi poleg tega, da se je hidravlična dotok povečal, se je tudi v bistvu biološki. To se pravi, prejšnja čistilna naprava je bila za 6500 populacijskih enot, oziroma 4200, zdaj pa za 6500. S tem se je tudi v bistvu pretok, zdaj je v bistvu 100 kubikov na uro, prej je bil pa mislim, da 60 kubikov na uro. Nova čistilna naprava bo pomembno prispevala k izboljšanju varovanja okolja, saj s sodobnimi procesi zagotavlja učinkovito odstranjevanje odpadnih snovi iz vode, s tem pa okoljski standardi ne bodo več postavljeni pod vprašaj. Zaradi tega smo bili prisiljeni pristopiti k sami sanaciji oziroma rekonstrukciji čistilne naprave, da so tudi kar intenzivno pritiskale inšpekcijske službe. Dejansko, dokler nismo pa zaprli same finančne konstrukcije, nismo mogli pristopiti k sanaciji oziroma k rekonstrukciji te čistilne naprave. Kako pa pravzaprav ta sodoben sistem deluje? Imamo grobe grable, ki v bistvu odstranjujejo delce, ki so večji od 20 mm. To pomeni, da iz vode odstranjujejo, iz dotočne vode odstranjujejo delce, ki so večji od 20 mm, 2 cm. Na to gre voda gravitacijsko prek črpalk. Mislim, to se pravi, niti ne gravitacijsko, prek črpalk v kompaktno napravo. Kompaktna naprava odstranjuje iz vode delce, ki so večji od 3 mm v tem primeru, pesek in maščobe. Zato skrbi kompaktna naprava, ki je pač to je v bistvu enovita čistilna naprava, ki ima te vse procese. Nato se voda vrne v biološki bazen, kjer se pač voda biološko očisti, to je tu v bistvu za nami, in kasneje pol v naknadni usedalnik, kjer se v bistvu voda fizikalno, to se pravi s posedanjem, loči bistri, čisti del, ki gre v reko, in kasneje mulj, ki pač v liniji mulja iz tekočega pride v neko dehidrirano stanje. Rekonstrukcija in nadgradnja nove čistilne naprave je trajala več kot 2 leti in je predstavljala velik finančen zalogaj za občino Turnišče. V dosedanjih mandatih je to dejansko največji projekt, ki se izvaja v občini Turnišče. Nekako pomeni tako z finančnega kot tudi z okoljskega vidika določen izziv. Pogledamo z finančnega vidika, je pa to kar zalogaj. Več kot 1,5 letni proračun občine Turnišče, pomeni to, če bi nekako zaokrožili, se pravi 3,4 milijona evrov, se pravi neto vrednosti, je bilo potrebno kar precej truda, da smo ta sredstva lahko zagotovili. Občina Turnišče pričakuje, da bo nova naprava uporabno dovoljenje dobila do konca leta, kar bo končno omogočilo prebivalcem zanesljivo in učinkovito rešitev za čiščenje odpadnih voda.
Atleti, atletinje in vsi tisti, ki se zgolj navdušujete nad to športno disciplino, pozorno prisluhnite. Danes je z nami predsednica Atletskega kluba Pomurje, gospa Majda Koren. Zakaj pa boste izvedeli v naslednjih minutah. Pozdravljeni, gospa Majda. Aha. Za začetek bi vas prosila, da poveste, torej, odkot prihajate in kaj pripravljate. No, predsednica Atletskega kluba Pomurje predsedstvo sem prevzela dejansko leta 2022, od leta 2018 pa sem bila aktivna v klubi. Ne? Atletski klub Pomurje v svojem 59. letu obstoja v letošnjem letu, se pravi, naslednje leto bo praznoval zavidljivih 60 let neprekinjenega delovanja. Trenutno je v klubu 117 članov vseh starostnih kategorijah, od atletske šole, pionirske in mladinske kategorije in seveda člane. Imamo pa tudi nekaj veteranov. Za strokovno delo z atleti skrbi 6 strokovno usposobljenih trenerjev. Letos so naši atleti na državnih prvenstvih, atletskih pokalih in raznih drugih tekmovanjih pod okriljem Atletske zveze Slovenije osvojili kar 22 prvih, 21 drugih in 25 tretjih mest. Mnogo pa je bilo tudi uvrstitev tik pod stopničkami, kot rečemo, za te lepe rezultate vsem atletom in atletinjam čestitam za vloženi trud, prav tako pa tudi trenerjem za požrtvovalno delo z atleti. Hvala pa tudi vsem staršem, ki otroke vozijo na tekmovanje, ker brez njih ne bi mogli imeti kluba. Ne? Našteli ste zelo pohvalne rezultate, tudi da že 60 let delujete, to ni mačji kašelj. Me pa zanima, kaj pa pripravljate ta vikend in kje? No, ta vikend pa vsekakor pripravljamo državno prvenstvo, posamično državno prvenstvo Slovenije v krosu, ker smo se pač nekje odločili. Murska Sobota je edina mestna občina v Pomurju, pa edina regija v Sloveniji, ki nima atletskega stadiona 400-metrsko stezo. Tekmovanja na 300-metrski stezi so pa neregularna, neprimerna za starejše kategorije. Na tej stezi se ne dosegajo vrhunski rezultati, zato na tekmovanje težko privabiti kvalitetne in vrhunske tekače. Zato smo leta 2016 takratni izvoljeni predsednik, nekoč odličen atlet Atletskega kluba David Horvat, je svoji bogati karieri, žal tekmovalni karieri, mnogo tekmoval v krosih. Predlagal je, da bi se prijavili na Atletsko zvezo Slovenije za organizacijo katerega od tekem v krosu, državno prvenstvo. Iz zgodovine kluba je razvidno, da je Atletski klub Pomurje že nekoč organiziral krose na najvišjem nivoju. Leta 1986 celo državno prvenstvo Jugoslavije v krosu. Menili smo, da le tako lahko v Prekmurje privabimo najboljše slovenske atlete, v Mursko Soboto pa vrnemo na zemljevid najvišjih prireditev pod okriljem Atletske zveze Slovenije. Leta 2020, oktobra, smo v kaotičnih COVID-19 razmerah organizirali posamično državno prvenstvo Slovenije v krosu in tekmovanje občinskih reprezentanc. Za organizacijo tega krosa smo takrat dobili visoke, celo najvišje ocene, ker moram povedati, na vsakem državnem prvenstvu sta prisotna glavni sodnik in delegat, ki ocenjujeta, kako je izpeljano, kako izgleda to tekmovanje, in takrat smo res dobili same pohvale. Za organizacijo tega krosa smo dobili prizorišče pri Soboškem jezeru Ekspano, pa je, kot mi tudi rečemo, da je dobilo naziv najslikovitejše in najprimernejše prizorišče za organizacijo krosa v Sloveniji. Potem smo dobili državno prvenstvo aprila 2021, pa aprila 2022, v letu 2023
Pa kar 3 tekme v krosu, 2 tekmi za državno prvenstvo preko Atletske zveze Slovenije. Še posebej pa smo bili ponosni, da nam je leta 2023 zaupal organizacijo krosa za državno prvenstvo, bil zaupano organizacija državnega prvenstva osnovnih šol in srednjih šol, Zavod Planica, ki vodi šport mladih Slovenije. V letu 2024 pa se nam je ponovilo leto 2023. Tudi letos smo organizirali že 2 krosa, 3. bomo pa zdaj, 16. v soboto. Pa bova zdaj se na ta dogodek osredotočili, da bova malo povedali, torej v soboto, kje začetek in kdaj začetek? Tekmovanje bo v soboto 16.11. ob 12. uri oziroma 15 minut prej je otvoritev tega tekmovanja, kjer bojo naši najmlajši atleti, atletske šole, ki še niso v tekmovalnem programu, pač otvorili ta tek in bojo promocijsko tekli 200 metrov. Povabljeni so tudi mlajši atleti iz drugih klubov in vsi, posebnost tega teka je, da vsi dobijo spominske medalje in to jim je eno veliko priznanje, da se sploh udeležijo tega teka. Koliko udeležencev pa pričakujete? Mi letos trenutno še prijave potekajo, prijave bojo zaključene ob 12. uri, ker takrat se potem začne delati štartna lista. Trenutno je nekaj čez 210 prijavljenih, ker je, mislim, ta kros je zaključek sezone na prostem, ne? In zdaj so že vsi so že malo naveličani tekmovanj, tako da zdaj res prihajajo še tisti, ki bojo to tekmovanje na prostem zaključili. Sama proga je pač, mislim, najmlajši tečejo, prva kategorija, ki je v tekmovalnem, je letnik 2014, to se pravi 10-letni otroci oziroma atleti, oni imajo 500-metrski kros, ostali pa potem po starostnih kategorijah. 1000 metrov, 1500, članice imajo 5000, člani imajo pa 2 krosa, to je enega krajšega 3000 in pa 8000 metrov. Se pravi 8 krogov, ker sam krog je sestavljen, mislim, je dolg 1000 metrov. Zdaj bomo začeli z daljšimi progami, potem pa na sredini nekje najmlajši in zaključimo recimo ob 14:15 bi naj bil zadnji tek tega prvenstva. Kako se pa pripravljate na organizacijo oziroma zdaj so že tako ali tako vse priprave v polnem teku, še zadnje podrobnosti zagotovo urejate in kakšen izziv je to za atletski klub? V glavnem proga je zakoličena, sama proga poteka vijugasto na zelenici ob Soboškem jezeru, kot sem že povedala, je krog dolg 1000 metrov, zaobide prostor z igrali in se ob obali jezera vrne nazaj v ciljni prostor pred zgradbo, kjer je cilj in kjer se izvajajo meritve. Na progi recimo imamo eno spetino z razsuto mivko, ki je malo oteži sam teren, pa nekaj drevesnih debel, ki predstavljajo naravne ovire in strm spust ter spon ob vodi. Tako da naš kros je kar zahteven kros, kakor pravijo tekmovalci, ampak je tudi tako razgiban, da je pač vsem klubom, vsi, ki so že enkrat bili, se zelo radi vračajo na ta kros in res uživajo. Predstavlja neki izziv, ne? Ja. Zdaj, sama priprave proge se je začela že na začetku tedna, ko smo mogli pač progo strasirati, potem so se začeli zabijati količki, sama proga je široka 4 metre, količki so recimo na 10 do 15 metrov, danes že poteka napenjanje traku,
Tako da proga bo v toku dneva pripravljena kompletno, ker nekateri recimo iz Maribora že hodijo na treninge na Expano. Se že pripravljajo, Se že pripravljajo, ja. Je treba zabiti 350 do 400 količkov, tako da tudi to ni tako enostavno. Tako, tudi to zahteva nekaj truda. Ja. Potem jutri bomo imeli postavitev šotorov, ker moramo računati tudi na vreme. Naš največji sovražnik je vreme. Res je. Celo, če piha, dobro, zdaj ne, ampak spomladi piha precej močen veter in nam napenja trakove, tudi včasih potrga trakove. Zdaj v jesenskem delu se pa bojimo predvsem dežja, ker to je vse odprto in nekje moramo atletom zagarantirati, da se lahko preoblečejo. Res je. Čeprav je še četrtek zaenkrat kar dobro kaže. Pa za konec še malo povabiva gledalce oziroma vse, ki bi želeli spodbujati atlete. Najverjetneje bo prišlo veliko ljudi, že tako ali tako v podporo svojim tekmovalcem. So kakšni napotki? No, v glavnem tega tekmovanja se udeležijo večina klubov iz Slovenije. Trenutno imamo 28 klubov, od Kopra do Bovca, iz cele Slovenije, Novo mesto, tako da nekateri pridejo kar precej daleč, Z njimi pridejo sigurno tudi trenerji, tudi kakšni starši jih pripeljejo. Mi vabimo na ta kros vse, ki pač si želijo to prireditev ogledati, ker res je zanimivo, ta proga je zanimiva iz tega razloga, ker je vidna po celem, cel krog je viden, kako atleti tečejo in tudi zanimivo je spremljati, kako se iz kroga v krog ali se menjavajo, ali eden in isti, tako da res vabljeni vsi. Mnogo bi nam pomenilo, če bi bilo kaj gledalcev. Vsekakor. Pa tudi tekmovalcem samim, spodbuda vedno dobrodene. Tako, ja. Gospa Majda, najlepša hvala, da ste nas danes obiskali, pa se veselimo tekmovanja in seveda naj vam dobro uspe. No, jaz se tudi vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas za nas. Bi se pa seglih še na koncu zahvalila vsem tistim, ki nam pri tem pomagajo, ali finančno, ali kako drugače, ali spodbudno. To je vsekakor Atletska zveza Slovenije, Zavod za kulturo, turizem in šport Mestne občine Murska Sobota, Športna zveza Goran Gutalj, nam je zmerom prijavljeni pomagati, in pa seveda Razvojni center Murska Sobota, ki trenutno pač upravlja z prostori in prireditvenim prostorom. Tle imamo pa kontakt gospo Helgo Lukač. Pa vsem članom Atletskega Pomurja, trenutno letos bomo jih imeli 18 na tej tekmi, in seveda vam, ki ste nam naredili eno od reklam za ta naš kros. Hvala vam, da ste prišli. In hvala vam. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ormoški župan Danijel Vrbnjak in operativni direktor v podjetju Palfinger Aleksander Zozanek so včeraj podpisali memorandum o soglasju za naložbo Palfinger v nov strateški proizvodni obrat na območju industrijske cone Glinokop. V njegovo gradnjo naj bi avstrijski investitor do leta 2028 vložil do 70 milijonov evrov, ob tem pa bi ohranil tudi delovanje obstoječega obrata v Mariboru, ki pa postaja premajhen glede na obseg dela. Skupina Palfinger s sedežem v Bergheimu pri Salzburgu velja za vodilnega izdelovalca žerjavov in dvižnih rešitev. Po svetu ima 34 globalnih lokacij in skupaj zaposluje okoli 12.000 zaposlenih. Smeji se ormoškemu županu in smeji se ministru Hanu. Saj so takole s podpisom pozdravili milijone avstrijskega podjetja Palfinger, ki se bodo stekli v ormoško industrijsko cono. Še aplavz, fotografija, rokovanje in za nov proizvodni obrat na kar 18,5 hektarja površine,
ki se lahko primerja z novomeškim Revozom. Wir planen hier am Standort in Ormož 70 Millionen oder bis zu 70 Millionen Euro zu investieren. Das ist ein Projekt, das sich über mehrere Jahre, über die nächsten 4 bis 5 Jahre erstrecken wird. Zakaj Ormož? Palfinger že 30 let deluje v Mariboru, kjer zaposlujejo 900 ljudi, a tam možnosti širitve ni več. V Ormožu zdaj raste hitra cesta, zemljišče je dovolj veliko, lokacija pa je v samem vozlišču Palfingerjevih dobaviteljev in avstrijskih obratov. Vsaka dobra povezava dela nov razvoj naše občine in tega smo zelo veseli, pa še veselje. Palfinger gre v nakup zemljišča, postavitev proizvodnega obrata, logističnega središča in celo izobraževalnega centra. Produktionsstätte errichten, wo wir unsere Krane und Hebellösungen auch produzieren werden. Wir werden ein Bildungszentrum errichten, um unsere Mitarbeiter auszubilden und zu befähigen. Wir werden eine Beschichtungsanlage errichten und ein Logistikzentrum, also ein relativ umfassendes Paket, das wir hier vorhaben. Poleg tega je Ormož že oddal vlogo na Ministrstvo za izobraževanje za pridobitev novega programa strojni tehnik. Zaživel naj bi že z novim šolskim letom. Njihovo infrastrukturo z njihovim kadrom nam bodo pomagali nekako ta izobraževalni center še napraviti boljši, predvsem na nivoju, praktičnega dela in to pri pridobitvi tega programa zelo veliko pomeni. Občina se je še zavezala, da bo celotni komunalni prispevek vložila nazaj v novo industrijsko območje. Denarnico je odprla tudi država. 30% maksimalno od investicije je maksimalno. Je pa zdaj odvisno seveda v sami proceduri, ampak zdaj, če lahko rečem, med 15 in 20 milijonov evrov. Začetek delovanja novega proizvodnega obrata je predviden v letu 2028, končni cilj celotne naložbe pa v letu 2035. Za začetek so napovedali 25 zaposlitev, ključno pa bo sodelovanje z mariborskim obratom. Aber ich glaube, Sie können sicher sein, wenn wir 70 Millionen Euro hier am Standort investieren, dann wird es sicherlich nicht bei den 25 Arbeitsplätzen bleiben. Pojavila se je namreč bojazen, da bo ta nova investicija pomenila odpuščanje v Mariboru ali celo zapiranje obrata. Minister Han zagotavlja, da do tega ne bo prišlo. Ključno je, da se vsa delovna mesta obdržijo. To je ključno za vas. V Mariboru vseh 900 plus plus tukaj. Minister je to označil za velik uspeh, dokaz privlačnosti Slovenije za tuje investitorje in ob tem naštel še Lek in Revoz. Pa se lahko zgodi scenarij Magne. Magna je vrnila ves denar, ki smo ga Slovenci država vložila v to podjetje z obrestmi. Podjetje Palfinger ima sicer na 31 lokacijah po vsem svetu več kot 12.000 zaposlenih. Že današnji dan je bil za odtenek toplejši kot dnevi pred njim, jutri in ob koncu tedna pa nas čaka še več jasnine in malenkost višje temperature. Sledi vremenska napoved. Za nami je delno oblačen dan. V Murski Soboti in Radencih smo opoldan namerili 5, v Lendavi in Krajinskem parku Goričko pa 4 stopinje Celzija. Jutri bo večinoma jasno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v prevetrnih delih Primorske okoli 5, najvišje dnevne pa od 6 do 10, na Primorskem ob šibki burji do 15 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti, Mariboru in Ptuju se bodo gibale okoli ničle, najvišje dnevne pa med 8 in 9 stopinj Celzija. V soboto in sprva v nedeljo bo precej jasno, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. V nedeljo čez dan se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale od 0 do 1, čez dan pa od 8 do 9 stopinj Celzija. Tako, drage gledalke in gledalci, pa smo tudi današnjo oddajo pripeljali do konca. Hvala, da ste bili z nami, če ste pa kakšno informacijo morda izpustili ali bi želeli izvedeti še več o dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani www.tvideja.si. Nasvidenje do prihodnjič.